Tam sedi že ure, miren, odmaknjen in zanika vse. Nisem naredil ničesar. Pogrešana je 5-letna deklica. Ženska, ki jo je pazila, je mrtva. Našli so jo zvezano in zažgano v prikolici. In moški, ki sedi nasproti dvema posednjima agentkama, trdi, da je bil na ribolovu. In vendar so signal njegovega telefona zaznali kilometre stran od kraja, kjer je rekel, da je bil. Njegovi škornji so mokri. Njegove nogavice so umazane. Trava se je prilepila na dno njegovega avtomobila. Kljub temu ne popusti. To ni bil pravi trenutek, Jake. Vemo več, kot si trenutno misliš. Kaj se je spremenilo v zadnjih 2 urah? Na drugi strani mize agent Paul Gerardi ne odgovori. Samo seže po svojem telefonu in ga dvigne. Zdaj? Začnimo znova. Kaj naj imaš za povedati? Kazen je smrt. Spravi svojo družino od tu. Kakšno ime? Moj. Vednik poklica. Tebe. Neverjetno. Pravkar je malo čez 3:30 zjutraj 22. junija 2016 v Bemidiju, Minnesota. Mesto še vedno spi, ko klic na 911 predrami intervencijske službe. Požar divja v prikolici v Hillcrest Manorju. Gasilci hitro prispejo, pogasijo plamene in začnejo z iskanjem. Toda tisto, kar se začne kot običajen požar v objektu, postane skoraj takoj srhljivo. V notranjosti odkrijejo truplo ženske zvezano s trakom. Žrtev hitro identificirajo kot 35-letno Meliso Norby. Živela je v prikolici s svojim majhnim sinom. Bila je tiha ženska, poznalo jo je le malo ljudi, večini pa je bila nevidna. Toda to ni bila tragična nesreča. Očitno je šlo za nekaj drugega, nekaj veliko hujšega. Primer je bil dodeljen posebnemu agentu Paulu Gerardiju iz Urada za kriminalistične preiskave Minnesote iz podružnice v Grand Rapidsu. Gerardi začne sodelovati z lokalno policijo, državnim preiskovalci požarov in drugimi agenti. Prikolica je prizorišče zločina, vendar še ne vedo, kaj vse še manjka. Minezijo ure in požar je končno pogašen. Si spet posvetil zločijo na mojem kanistru za gorivo, pravkar sem dobil videokaseto. Ja, zelo. Preiskovalci pregledujejo, kar je ostalo od prikolice, zbirajo dokaze in sestavljajo zadnje trenutke življenja Melise Norby. Delovna teorija je preprosta. Bila je umorjena, požar pa je bil podtaknjen, da bi to prikrili. Hitro ugotovijo, da njen sin na srečo ni bil doma tisto noč, ko je izbruhnil požar. Toda tik pred poldnevom, skoraj 9 ur potem, ko so bili prijavljeni prvi plameni, se pri policijski zapori zgodi nekaj nepričakovanega. Ženska preiskovalcem pove, da je njena hči preživela noč v tem domu. V tistem trenutku se vse spremeni. Grozota, za katero so preiskovalci mislili, da jo razumejo, je zdaj nekaj povsem drugega. Melisa Norby ni bila sama v prikolici. Pazila je na 5-letno deklico. Preiskovalci ukrepajo hitro, vrnejo se na kraj dogodka in ponovno preiščejo. Ne več za sledi, ampak za deklico. Toda ni nobenih znakov njenih posmrtnih ostankov. Ker v pepelu niso našli nobenega otroka in nimajo nobenih sledi o njeni lokaciji, se preiskovalci obrnejo na naslednji najboljši vir odgovorov. Prijatelje in družino Melise Norby. Kdo je bil v njenem življenju? Kdo je vedel, da je tisto noč pazila na deklico? Kdo je imel priložnost in motiv za umor? Preiskovalci začnejo preučevati njene odnose, vključno z bivšimi fanti. Eno ime hitro pride na plano. Jakob Kin. Priče ga opisujejo kot voznika premične okrepčevalnice z modrimi očmi. V nekaterih izjavah pa naj bi se še vedno videval z Meliso. Policija ima zdaj ime, vendar nima veliko več kot njegov videz. Samo to ne bi pomenilo veliko, dokler ne preverijo Kenovega dosjeja. Ni le Melisin bivši, je vpisan v register spolnih prestopnikov s preteklimi obsodbami zaradi otroške pornografije.
V prejšnjem primeru so ga ujeli, ko je poskušal srečati otroka, da bi jo fotografiral. Preiskovalci ne čakajo, pokličejo ga. In Ken se oglasi. Malo po polnoči je 23. junija 2016. Minilo je 20 ur od požara v Hillcrest Manor. Ken se strinja, da prostovoljno pride na policijsko postajo v Bemidiju. Je miren, celo ustrežljiv. Na drugi strani mize sedita agenta Minnesotskega urada za kriminalistično preiskovanje Paul Gerardi in Chad Musais. Agenta začneta z najbolj perečim vprašanjem. Prepoznate to deklico? Na to vprašanje sem že odgovoril. Celoten poudarek našega večera je ta deklica. Moramo iti in povedati njenim staršem, tej skupnosti, da smo naredili vse, kar smo lahko, da bi jo našli. Nekaj slabega se je zgodilo. Če je nekaj ušlo izpod nadzora in je nekdo umrl. In to majhno dekle je nekje. Ne glede na to, ali je živa ali je ni več, imamo dolžnost do vseh, da jo pripeljemo domov. Jake, če nam lahko kakorkoli pomagaš pri tem. Pomagal bi, če bi lahko, ampak ne morem. Jake, če bi lahko. Vem, da je težko. Vem, da je res težko razmišljati o tem, kaj se bo zgodilo in o vseh teh stvarih, ampak to zdaj povem. Obstajajo ljudje, ki bi te podprli, če bi rekel, veš kaj, naredil sem napako. Naredil sem napako, pretirano sem reagiral. In ta mala deklica je. Je za... Lahko jo pripeljemo domov. Ne naredimo ti jo. Vsi trije skupaj. Pripeljimo to deklico domov. Sploh ne vem, kje je, nimam je. Straž, da jo imam ali da vem, kje je človek in je nimam. V urah pred tem intervjujem so agenti s sodnim nalogom pridobili izpis njegovega mobilnega telefona. Če bi Ken res lovil ribe, kot je trdil, bi morali biti signali iz bližnjega stolpa. Namesto tega prihajajo iz Big Forka, blizu kopnega, ki ga v resnici ima v lasti njegova družina. Kje si bil, ko smo te poklicali? To je jezero. Si stal na pomolu v svojem vozilu? Kje smo bili? Pakiral sem, se pripravljal, da odidem v vsakem primeru. Vred. Kdaj te je poklicala? Ne, bro, je 10, 23 ali 24. Poglej na svoj telefon, pokaži mi ta klic. Lahko vidimo čas. Bilo je 10:23 ali 10:27 in moj telefon je začel piskati. Moral sem jo poklicati nazaj. Vidiš tisto jezero tam? Ja. Tam si ti. Tam je tvoj mobilni telefon. V redu. Ja, rekel sem, da sem to razumel. Samo želel se ti pokazati zemljevid z jasno sliko. Torej, to je to, veš? Ja. In njihovi bazne postaje mobilne telefonije so bliže temu, kot bi morali biti. Zaznani so bili. Ja. V redu. Ne vem, kako bi se to lahko zgodilo, ampak ja, nisem bil v Big Floridi. Nisem imel razloga, da bi bil v Big Floridu. Ne vem, zakaj je rumeni zaznal signal z dolarja Big Floyda. Nimam razloga, zakaj sem kupil tam, kjer sem bil nocoj. Prav tako vedo, da je več ljudi v Melisinem življenju, od njenega sina do sodelavcev, drugim povedalo, da se je videvala s Kenom. Njen sin govori o tebi, njena sestrična, sodelavci, ta punca v Nebraski. To je 5 različnih ljudi. Vidiš, Ti, to si ti. nisem srečen nobenega od njih. Zakaj ti? Ne vem, je bila zaljubljena vame že dolgo nazaj in je dobila zmenk. To sem ti že povedal. Ja, ampak to je bilo pred leti. Ti pred letom ni, pred 2 letoma, ja. Ja. Preidejo na fizične dokaze. Na prizorišču požara preiskovalci najdejo kanister za gorivo. Obstaja kakšen razlog, zakaj bi bil tvoj DNK na tem kanistru za gorivo? In če bi bil? Imam kanister za gorivo, kot je ta. Imam več takšnih kanistrov za gorivo. Ta kanister za gorivo so našli na kraju požida. V redu. Imaš kakšen dokaz, Kosje? Imaš kakšen dokaz v svojem vozilu? Imaš kakšen dokaz v svoji hiši? Veš kaj, imaš kakšen dokaz v svojem telefonu? Če na čemarkoli od tega najdeš kakršenkoli dokaz, me lahko prideš iskat. V redu, ampak ne boš ničesar našel, ker nisem ničesar naredil. In ne bo nobene povezave med tabo in njo. Na noben način, James.
In nobene povezave med tabo in Meliso. O ne. Si 100% prepričan. 95% prepričan. 145%. Utrujen sem in zaspan. Vi pa ste me držali po konci celo noč. Malo si utrujen, a? Zelo utrujen, ja. Zunaj so ljudje, ki trenutno iščejo to deklico. Ja, veliko ljudi je. In če bi bila to moja hči, bi sam razbil vrata. Ja, ampak Nisem naredil ničesar tej deklici. Nisem videl deklice. Melise že dolgo nisem videl. Nisem naredil ničesar. bil sem v postelji in spal. Žal mi je, da ne živim z nikomer, ki bi lahko potrdil to zgodbo. Ampak danes sem delal, včeraj sem delal, potem sem šel na ribolov. Ure bežijo. Iz vsako postaja iskanje bolj obupano. Agentje spremenijo taktiko in to predstavijo kot nesrečo, nekaj, kar je ušlo izpod nadzora. In upajo, da bo Kin izkoristila priložnost. Veš, če se je zadušila in umrla v sreči, se pogovorimo o tem. Razčistimo to. V redu, razčistimo vse. Prav? Bila je v vezi in imela je rada grob seks. Če si se ustrašil, nekaj je naredil. Mogoče je z njo vse v redu. Mogoče jo lahko pripeljemo domov. Upam, da je z njo vse v redu. Nisem ji nič naredil. Če pa ni v redu, lahko tudi to razložimo. Siliš me, da priznam nekaj, česar nisem storil. Vprašanja se kar vrstijo, a Kin jim še ni povedal ničesar, kar bi jim koristilo. Agentom zmanjkuje možnosti in časa. Medtem ko je Ken v zasliševalnici, drugi agenti preiskujejo sled v Bigforku. Sledijo sledem pnevmatik do skupine dreves in najdejo avtodom, zatesnjen s trakom. Je kdo tam noter? Preiskovalci pristopijo, odlepijo trak in odprejo vrata. Je v redu, če vstopim? V redu, niti treba biti prestrašen, prav? Mi smo policija. Tam je živa. Njene noge in stopala so zvezane z izolirnim trakom. Na rokah ima sledi, kjer je bila prej zavezana, a so zdaj proste. Nekako se je uspela izviti. Je tukaj še kdo drug s tabo? V redu? O, kako moje ime? V redu, kdaj te je pripeljal sem? Prav zdaj. Prav zdaj? V redu. Ali ima avto? Kakšen avto ima? V redu, je bil prijazen do tebe? Mi lahko pokažeš svoje stopala? Tukaj? V redu. Kje imaš nalepljen trak? V redu, še kje drugje? Si imel trak na rokah? Ja, ampak Bruce. Si snel trak dol? Kje je ta trak? Trak je tam. V sprednjem avtu, znotraj avta. V redu, moje ime je Rob, tole je Don. Koliko si star? Verjetno. Pravi nekaj tasga. V redu. Na postaji Kena znova privedejo na dodatno zaslišanje. Zdaj je čas, Jake. V redu, vemo več, kot misliš, da vemo trenutno. Kako izgleda? Ima brado. V redu. Si sprošel k njemu domov? Veš, kakšne barve je njegova hiša? Kako izgleda? Je to velika hiša ali majhna hiša? Majhna hiša. V redu. Ali ima kakšne živali ali ne? Mama mačka ima mladičke. O, v redu. Ja, to je tvoja mama, mačka z mladički. V redu. Ali te trakovi na nogah kaj bolijo? V redu. Samo roke. Ali te roke bolijo? Lahko pokažeš, kje te roke bolijo? V redu. Ali je v redu, če naredimo še nekaj slik? V redu. Ime moje mamice je... Ali poznaš telefonsko številko svoje mamice?
V redu, kmalu bomo poklicali tvojo mamico. V redu? Si žen? V redu. Za vodo. V redu, prinesli ti bomo nekaj pijače in soka, prav? Ja. Rada imam gazirano pijačo ali kaj podobnega. V redu, dobili ti bomo, kar si želiš. V redu, to je posebni agent Rob Frake in posebni agent Don Newhouse. Trenutni čas je 6:11 zjutraj. 23. junij 2016. Posebni agent Rob Frake jo dvigne, jo drži tesno ob sebi in posname fotografijo. Zdaj je čas, Jake. Zdaj je čas, da izpolniš te točke. Zdaj je čas, da se pritožiš in nam poveš, kaj se je tukaj v resnici zgodilo. Kaj se je spremenilo v zadnjih 2 urah? Paul Garardi ne odgovori. Obrne svoj telefon proti Kenu in mu pokaže fotografijo agenta Roba Frika, ki v naročju drži deklico. Prvič je resnica neizpodbitna. Kenove laži ne bodo več delovale. Začel sem se pogovarjati z Popolnoma me je prevzela. In pogovarjala smo se. In nisva hodila, ampak v resnici nisva imela spolnega razmerja. Ampak sva, veš, Igrala so vloge. Kakšna je bila njena vloga? oč, penči, that kind of stuff. Okay. Ali lahko greš tja zaradi nje ali zaradi Melise? Kdo je bil? Ali si vedel, da bo ona tam? Primer se je obrnil, iskanje je končano, otrok je varen in Jakob Ken gre v zapor. Toda preiskava se tu ni ustavila. V tednih, ki sledijo, pridajo na dan šokantni dokazi. V sprevrženem preobratu dogodkov policija verjame, da sta Ken in Melissa Norby ugrabitve načrtovala skupaj. Zaseženi mobilni telefoni in prenosni računalnik, ki je vseboval otroško pornografijo in sporočila, so razkrili njun načrt, ki je vključeval tudi uprizoritev napada na Melisso Norby. Nekje na poti se je načrt spremenil in Melissa Norby je na koncu umrla. Njegov motiv za umor Melisse Norby morda nikoli ne bo znan, a že bežen pogled na Kenov dosje naredi to misel srhljivo. Morda je bila Melissa Norby preprosto v napoto. Jakob Ken je bil obtožen ugrabitve, spolnega napada, umora in požiga. Dekle, ki jo je ugrabil, so pregledali v bolnišnici. Kar je prestala v tistih 27 urah, bo zavedno ostalo z njo in njeno družino. Jakob Ken je na koncu priznal krivdo za umor prve stopnje, ugrabitev in kaznivo spolno dejanje. Obsojen je bil na 52 let zapora. Leta 2017 je policija v Bemidiju prejela priznanje za organizacijo leta na konferenci Združenja preiskovalcev spolnih kaznivih dejanj Minnesote za svoje natančno delo v tem primeru. Isto leto so bili člani policijske uprave Bemidji ter agenti minnesotske BCA, vključno s Frankom, Garardijem in Muzeusom, počaščeni z nagrado junakov Nacionalnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke. Nagrade priznavajo izjemno delo pripadnikov organov pregona, ki so šli dlje od svojih dolžnosti, da bi rešili otroke. Za agente in policiste, ki so delali na tem primeru, je bilo reševanje več kot le služba. To je bil trenutek, ki ga nikoli ne bodo pozabili. Za Law and Crime Investigates, Sam Kristen Thorne.